Tale oddaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na net, poslušaj reč nas, kaj je novega na svet. Od zdrave do vzgoje in malce politike, ljubezen, šport in kako boste bitke, kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skavti v prvi postavi. Zato ste vrednota, le treba je živeti, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi in srkaj z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira. Mladoskop. Pozdravljam v studiu Klemena Balažiča, salezijanca, ki je delegat pri poklicni pastorali v sklopu vas salezijancev. Tako je. Ja, dobrodošli. Hvala. Predstavljava srečanja z Bogom. Bogato so obiskana ta srečanja, tudi do 100 ljudi. Pride na srečanja skozi ves advent, bolj skoncentrirana pa je potem konec tedna v decembru. Ampak najprej osvetljiva, za kakšna srečanja gre. Ja. Torej gre za srečanja z Bogom, to so duhovni večeri za študente, potekajo skozi celo leto, vsak torek, prvi torek v mesecu, se dobimo na Rakovniku, kjer je duhovni večer za mlade, za študente, pripravljen iz 3 delov. Iz kateheze, molitve, adoracije in možnosti za spoved. Tako da je to eno tako, bi lahko rekel, mesečno duhovno okrepčilo za vsakega mladega človeka, ki išče ta izvir življenja v sebi, v Bogu, in se mi zdi, da je prav en tak dobrodošla osvežitev duhovna za vsakega mladega človeka, ki to želi. Na Rakovniku imate kar živahno občestvo, precej dejavno se odzivajo, kolikor samo zaznam. Klemen, kaj bi rekli, imate kar široko območje teh aktivnih ljudi, ki se delujejo z vami? Tako je, na Rakovniku imamo kar veliko različnih dejavnosti, tako smo navzoči v župniji, imamo kar veliko župnijo, živahno, živo župnijo, kjer je res ogromno ljudi, skupin, tako da je, mislim, da res prav veselje živeti v taki župniji. Poleg tega pa imamo na Rakovniku tudi druge stvari, še glasbeno šolo bi omenil, ker veliko mladih in otrok obiskuje glasbeno šolo, dijaški dom. Pa založbo. Pa mladinski center, tako da je res prav en tak živahen duhovni center, bi lahko rekel. Kulturno-duhovni, družaben, pa še bi lahko naštevali. Tako je, vse salezijanci imamo ponavadi kar široko paleto vseh teh dejavnosti, ki hočemo nagovoriti celotnega človeka. Ne? Tako da ste prav rekli, kulturni, duhovni, športni, če želite, vse kar glasbeni, vse kar človek potrebuje, kjer lahko osebno pa duhovno raste. Klemen Balažič, vi izberete tudi vsebine za posamezne te duhovne večere oziroma za posamezna srečanja. Kot rečeno, vsak prvi torek v mesecu se to zgodi. Zdaj pred nami je 5. november. Izogibajmo se ponaredkom. Oktobra ste začeli z naslovom Šef ima vedno prav. Odkot vam navdih? Ja, velik poudarek je prav kateheza oziroma nek duhovni nagovor, ki mladim pomaga mogoče ubesedati ali pa ubesedati tisto, kar nosijo v sebi. Moje prepričanje je, da ima vsak človek velik zaklad, ki ga je vanj položil Gospod. Ampak dokler časa to ne ubesedimo, ozavestimo, se tega sploh ne zavedamo. Tako da je duhovni večer prav namenjen temu, da smo bolj pozorni na to, kar se skriva v vsakem človeku globoko, v srcu, v duši, v tem duhovnem bistvu. Vsako leto izberem kot nek pripomoček, kakšno knjigo, kakšno dobro literaturo, ki mi pomaga, da tudi sam rastem in potem to znanje, ki ga prebiram, poskušam predati tudi mladim. In letos sem se izbral zelo zanimivo knjigo, ki jo je izdala založba Ognjišče, Umetnost ponovnega začenjanja, avtor je Fabio Rossini, rimski duhovnik, ki dela zelo podobno delo kot jaz. Je duhovni spremljevalec in pa tudi voditelj poklicne pastorale v rimski škofiji. Ne vem trenutno, če še to
poslanstvo opravlja, ampak vem pa, da ga je kar nekaj let opravljal. Mogoče tudi sedaj, osebno ga ne poznam. Mladoskop. Umetnost vnovičnega začenjanja, bom sama rekla, umetnost ponovnega začenjanja je v izvirniku naslov. Od tam torej ta odlična izhodišča, ki so povzetek ali pa obnova družbe in časa teh sprememb, ki jih doživljamo. Ja, tako je. Tukaj se krešejo mnenja, pomeni, da veliko ljudi razmišlja prav o tem. Meni je ta naslov zelo všeč. Človek je vedno pred nekim novim začetkom. Sveti Gregor iz Nise je rekel, kdor se vzpenja, vedno znova začenja. Začenjati nikoli ne preneha. Torej, ljudje, ki smo živi, ki želimo v življenju napredovati, moramo vedno znova začeti. In te teme nam pomagajo, kaj je v teh novih začetkih pomembno. Kako sploh začeti, kje je izvir energije za nov začetek. In se mi zdi, da se s tem ukvarja prav vsak človek. Še posebej pa mlad človek, ki ima občutek, da je vse življenje pred njim. Tako da so te teme, mislim si, reči zanimive za vse ljudi, tudi za odrasle, tudi za starejše ljudi, posebej pa še za mlade. Slab teden dni nazaj je godoval mlad fant, ki je lahko močan steber tudi sodobni mladini in njegova je misel, ne bodimo kopije, bodimo originali, podobno kot boste 5. novembra razmišljali v duhovnem nagovoru za udeležence, izogibajmo se ponaredkom. Kdaj vem, da nisem ponaredek? Kdaj vem, da sem sebi zvest? Da živim tisto, kar mi je pač dano, s talenti, ki so mi dani, da sem sebi zvest, avtentičen. Velik izziv, Klemen? Mislim, da v tem času kar velik vpliv, zaradi tega, ker imajo prav družbena omrežja zelo velik vpliv na mlade. Mnogokrat prav družbena omrežja, javnost pričakuje od nas, da smo zelo uniformirani, zelo podobni. Današnji čas kljub temu, da po eni strani zelo zagovarja toleranco, različnost, pa imam večkrat občutek, da te različnosti ne prenaša najboljše. In potem človek, sploh mlad človek, ki še nima tako jasne lastne identitete, istovetnosti, mislim, da se kar hitro poistoveti z drugimi. In ti duhovni večeri poskušajo odkriti, kaj je pa Bog enkratnega, neponovljivega položil vsakega človeka. Ljudje smo se zagotovo zelo podobni med seboj, po drugi strani pa tudi zelo različni. In prav ta različnost nas lahko bogati, ampak da sprejmemo to različnost, zato je treba zoreta, ne? In bolj, ko se zavedam svoje lastne istovetnosti, bolj potem tudi lahko sprejmem različnost drugega. Drugače pa nas vse skupaj oblikujejo zunanji vplivi, ki pa so mnogokrat, bi lahko celo rekel, nevarni, zavajujoči. In prav ta duhovnost, odnos z Bogom nam pomaga, da rastemo v tem, kar smo, tako kot ste rekli, v svoji lastni originalnosti. Po drugi strani je pa zelo pomembno, da se zavedamo, da so nekatere stvari pa že določene, ki jih moramo zgolj odkriti. In prav to smo v prvem večeru, ki je imel naslov Šef ima vedno prav, razmišljali, prav o tem, da so pa nekatere stvari, ki jih nosimo v sebi, nespremenljive in jih je potrebno predvsem najprej odkriti, ozavestiti in z njimi računati. Se mi zdi, da je ta tema tudi danes zelo pomembna, ko pa po drugi strani mislimo, da ima človek eno ustvarjalno silo, ki bo vse na novo ustvaril, vse na novo začrtal, ampak preden smo ustvarjalni, je potrebno odkriti, kje smo in kaj je že narejeno pred nami in bo tudi za nami ostalo. Torej smo samo en kamenček znotraj enega velikega mozaika in tukaj noter potem iščemo svoje mesto. Mladoskop. Klemen Baležič, salezijanec, delegat poklicne pastorale pri Salezijancih, je naš sogovornik, gost v Mladoskopu. O srečanjih z Bogom govoriva. 3. decembra bo 3. srečanje z Bogom. Kako izkoristiti svoje omejitve? Na Rakovniku se srečujete v dvorani vaše glasbene šole. Kje je priložnost omejitev? Tudi to, kar ste prej govorili, če se zavem, kaj je že v meni, ko to iščem, na nek način si postavim okvire. Predvsem to, da se vsak
s svojimi lastnimi omejitvami srečuje. In če jih In to kako? ja, velikokrat, a ne, vsak dan. In če jih sprejmemo, če jih vzamemo za svoje, nam lahko celo postanejo v pomoč. Mnogokrat pa se teh omejitev bojimo, včasih celo sramujemo, ampak so del življenja. In bolj, ko jih odbijamo od sebe, bolj se nam vračajo, večjo moč imajo na nas. Tako da, po mojem mnenju, je najprej potrebno to, da se svojih omejitev zavemo in da vemo, da Bog, ki nam daje talente in tako naprej, da nam daje tudi svoje lastne omejitve prav zaradi tega, da napredujemo v življenju. In tukaj se mi zdi še zelo pomembno, mogoče izpostaviti to misel, da nismo samo zadostni in sami. Mnogokrat naše omejitve kličejo k temu, da v svoje življenje povabimo tudi druge, kar je pa v današnjem v času tudi zelo pomembno, da ne stavimo samo nase, ampak tudi na ljudi, svoje bližnje, prijatelje, znance, domače. In po mojem, ko človek sprejme lastne omejitve in tudi sprejme sočloveka, potem lažje živi, bolje zaživi, ker ljudje smo ustvarjeni tudi za odnose, za srečevanja. In kadarkoli zaznam svojo lastno omejitev in jo sprejmem, je to ne klic k sramovanju, ampak klic k drugemu. In tukaj se mi zdi veliko bogastvo in še klic k drugemu z veliko začetnico, k Bogu, ki nam tudi stoji ob strani ob vseh naših omejitvah. Mladoskop. Če poveževa še 4. srečanje, ki bo 7. januarja, Ravne in krive črte, bo takrat naslov, 4. marca pa Najboljše življenje je to, ki ga živiš, in se morda navežem še na to, zdaj decembrsko 3. kako izkoristiti svoje omejitve. Veliko smo že povedali o nezdravem tekmovanju. Je to za človeka značilno, takšni smo? Težko sprejmemo sposobnosti drugega, ker se nam zdi, da s tem morda okrne del mojih. Klemen, kaj se je zgodilo, da tako marsikdo doživlja? Ja, v današnji družbi je zelo izpostavljen posameznik. In dokler časa je izpostavljen posameznik brez drugega, potem velikokrat nastopi tekmovalnost. In v današnjem svetu je tekmovalnost zelo navzoča. Prav zaradi tega, ker imamo občutek, da so pomembni samo tisti ljudje, ki so slavni, ki imajo moč, ki nekaj veljajo, športniki, igralci, politiki in tako naprej. Ne? In prav zaradi tega, ker imamo občutek, da so samo uspešni ljudje pomembni, potem začnemo tekmovati med seboj, kdo je boljši. Ne? Bog pa nima te logike tekmovalnosti, ampak Bog pa ima logiko družine, odnosov, kjer ni na prvem mestu tekmovanje, ampak je na prvem mestu delitev to, kar sem. Človek lahko tekmuje, ampak tekmuje sam sabo, da je lahko vedno boljši, ne pa z drugimi, ki imajo druge talente, drugo poslanstvo na tem svetu. Na tem svetu ima vsak svoje poslanstvo in če ga odkrijem in če sem zadovoljen s tem poslanstvom, potem z drugemu ne tekmujem. Kadar pa tega ne odkrijem, kadar nimam svoje močne istovetnosti, lahko bi celo rekel, da ne odkrijem svoje lastne poklicanosti v tem življenju, potem pa se lahko zgodi, da tekmujem. Prav zaradi tega se mi zdi pomembno, da o teh stvareh razmišljamo, zato da smo lahko v življenju bolj svobodni, da jih sprejmemo in da nismo odvisni od tega, kaj pravijo drugi, kako nas gledajo drugi, in tudi mi smo svobodni in ni naša sreča in veselje in zadovoljstvo odvisno, kako smo v odnosu ali pa na tej družbeni ali pa kakršnikoli lestvici. Po 3. srečanju z Bogom boste pripravili pa kar celoten konec tedna v adventu. Zakaj to? Zaradi tega, ker je v teh letih, ko srečanje z Bogom poteka, nastala želja, prav iz strani mladih je prišla, da bi radi cel vikend, cel konec tedna preživeli skupaj v poglabljanju svojega življenja. Zaradi tega, ker so te večeri taka mesečna priložnost, vsi, ki pa se začnemo z duhovnostjo ukvarjati, pa zahrepemnimo, mogoče tudi po trenutkih, ko bomo imeli dalj časa
za molitev, za razmišljanje, za osebno delo in tako naprej, za osebno rast. Tako da smo potem zdaj že kar nekaj let tudi organiziramo adventne duhovne vaje ali pa vikende z Bogom, prav zaradi tega, da bi mladi, ki želijo poglobiti svojo vero, imeli za to več časa, več miru, več tudi teh duhovnih spodbud. In tudi na te vikende mladi radi pridejo in se mi zdi, da so prav tako organizirani, narejeni, da lahko v teh vikendih dobro rastejo, pa še tako vedno jih umestimo v adventni čas, da je to tudi ena lepa priprava na obhajanje Božiča, na obhajanje teh naših praznikov, ki so lepi in so še lepši, če smo na nje dobro pripravljeni. Mladoskop. Ob Treh kraljih se boste januarja znova srečali. Ravne in krive črte. Kje za ta naslov je bil navdih v knjigi Fabija Rossinija? Vse te naslove sem na podlagi te knjige pol tudi izbral. Zmeraj dam tak naslov, ki je mal tak dvoumen ali pa nikoli ne vejo mladi, vsaj tako mi rečejo, čisto točno ne vemo, kaj nas čaka, o čem se bo govorilo. In pol kar malo uživam v tem zaradi tega, ker hočem z naslovom nekaj nakazati, nočem pa čisto vsega razkriti. Tukaj so tudi ravne in krive črte, prav ta poudarek, ki sem ga že prej dal, da včasih Bog prav po krivih črtah ravno piše, bi rekel slovenski pregovor. Včasih so zelo zapletene, včasih okoliščine našega življenja, ampak potem vidimo, da nas je Bog po teh okoliščinah veliko stvari naučil. Prav po naših preizkušnjah, težkih stvareh, Bog takrat zelo ravno piše, ampak mi pa te črke ne vidimo tako ravno zapisane. In mogoče bomo izpostavili prav te trenutke naših preizkušenj, ko smo lahko res duhovno rastli, čeprav tisti trenutek, ko se nam je dogajalo kaj težkega, tega občutka nismo imeli. Tako da v življenju se skozi prepletajo take krive in ravne črte. In tudi težke stvari v življenju, tudi preizkušnje, tudi naši padci, če jih znamo pravilno usmisliti, če jih sprejmemo in če jih sprejmemo v neki veri, da Bog vodi naše življenje, kljub padcem, potem mislim, da se lahko iz vsega tega tudi nekaj naučimo. Se mi zdi, da je naše življenje kot ena velika šola, kjer se celo življenje učimo. Nikoli pa ni učenje samo tako, vzpon, so včasih tudi padci. In ti padci so zelo pomembni, mogoče včasih celo bolj kot pa tisti vzponi in lepe stvari, ki jih doživljamo v življenju. In tudi zelo človeško, ker tako hrepenimo po sreči, po zadovoljstvu, po sprejetosti, teh pozitivnih vrednotah, se tako utepamo vsega, kar je temu nasprotnega, in zato boste v marcu znova poudarili, da je najboljše življenje prav to, ki ga živim. Kako dobiti to zagotovilo? Verjeti v to zagotovilo? Ja, to verjetno kar nekaj časa vsak človek potrebuje, ampak tukaj je res ta ideja, da je ta resničnost, ki jo živimo, zelo pomembna, da je bolj pomembna od idej, ki jih imamo. Se mi zdi, da se v življenju bijeta dva stvarnika, če tako rečem. Prvi stvarnik je Bog, ki je vso realnost ustvaril, in drugi stvarnik je človekov razum, ki hoče to stvarnost spremeniti. In tukaj je stalno neka bitka med Bogom in mano. In tukaj bi rad rekel predvsem to, da včasih s svojim razumom naredimo lahko veliko škode, ker ne sprejmemo tistega življenja, tistih stvari, ki resnično obstajajo. Ko ne sprejmemo dogodkov, ki so se nam zgodilo v življenju, potem začnemo živeti, če vzamem te besede, tudi po naredke, potem nismo zadovoljni. Človek se mi zdi, da je najbolj nezadovoljen zaradi takrat, kadar ima napačna pričakovanja, ki niso v skladu z resničnostjo. In prav zaradi tega je tako pomembno, da to resničnost, ki jo živimo, v celoti sprejmemo. In v tem bomo tudi razmišljali v tem marčevskem srečanju, da je najboljša popotnica v življenju, da sprejmemo resničnost, ki dejansko ustvarja, ki jo je Bog ustvaril. On je dal
našemu življenju, pa tudi življenju na splošno določene zakonitosti, preko katerih ne moramo iti. Pa tudi, če bi se želeli iti, ne. Tukaj avtor zelo lepo, naprimer, da en primer, Fabio, naprimer, da bi mogoče on kakšno stvar tudi spremenil, naprimer, da kakšna sledica ne bi redila. Ampak sledica vedno redi, ker je to zakonitost. In tudi, če moj razum se ne strinja s tem, je to dejstvo. In prav ta dejstva, ki so položena v naravo, v človeka, v stvarnost, je potrebno, pa tudi v moje življenje, sprejeti in s tem računati. In to je tisto življenje, ki ga živimo. Še en lep primer, da tukaj noter, ne. Kdo je najboljši kuhar? Najboljši kuhar ni tisti, ki skuha najboljšo jed iz sestavin, ki jih nima. Ampak dober kuhar ali pa najboljši kuhar je tisti, ki skuha zelo dobro jed s sestavinami, ki jih ima, ki mu jih življenje ponudi. In vsak izmed nas ima malo različne sestavine. In dobri kuharji smo našega življenja, če skuhamo dobro jed iz sestavin, ki jih imamo, ne pa, ki bi si jih želeli imeti. In tukaj je velikokrat boj v človeku, ne. Tako da so take, se mi zdi take preproste, ampak temeljne misli oziroma dejstva, katerih človek ne sme prezreti, če hoče iti svoboden, z enim veseljem, z eno energijo v to življenje. Mladoskop. April se bo začel s torkom, zato pričevanja 6. majem, to bo pa potem 7. srečanje z Bogom, moška in ženska lepota. Ja. Maja se pa razcvetijo stvari, na novo priložnosti se pokažejo. Zakaj pa je treba govoriti prav o lepoti? Kot zanimivost lahko povem, da je ta knjiga razdeljena tudi na 6-7 poglavij in sledi stvarjenju sveta. In prvi dan je Bog ustvaril svetlobo. Potem gremo naprej, vse. In zadnji dan, 6. dan, je ustvaril moškega in žensko. Tako se sledijo poglavja. In umetnost ponovnega začenjanja, on pravi, da vedno znova začenjamo, en prav vzor vsega začetka pa je stvarjenje sveta. Zato tako logično sledi tej notranji logiki stvarjenja sveta in ponovnega začenjanja in duhovne rasti vsakega človeka. In zadnja stvar, kot krona vsega stvarstva, pa je stvarjenje človeka, moža in žene, ki je Bog ju je ustvaril po svoji podobi, torej kot najlepše bitje tega sveta, moškega in žensko je ustvaril. Ja, in moramo govoriti o lepoti moškega in ženske, ker tudi to v današnjem času mogoče ni tako enoznačno ali pa tako logično sprejemljivo, kot si je to Bog zamislil. Na prvo žogo drugače razumemo. Tako. Če rečeva, govorilo se bo o moški in ženski lepoti, drugačno lepoto izpostavljate, ki je globlja, ki je lepša, veličastnejša. Mislim, da se kar prepleta, ne? Prepleta. In zunanja, ta vidna. Tako, in notranja. Sej vsak človek hoče biti verjetno tudi navzven lep človek, a ne? Ampak se mi zdi pa, da najbolj človek zasije prav takrat, ko spozna svojo poklicanost, svoje mesto na tem svetu. Ko se zlijeta zunanja in notranja. Tako zlijeta zunanja in notranja. Naprimer, meni je bila zmeraj zelo lepa žena, mati Terezija, se mi zdi. Tudi jaz sem jo potem poznal oziroma jo videl po televiziji, ko je bila že starejša žena, ampak vedno tako lepa, ne, tako se mi zdi, da kdor ima to notranjo lepoto, ne, kdor jo odkrije v sebi, tudi navzven žari, ne, in tudi gube. Privlači poglede. Ja, drugače, predvsem je en žar človekovo, ne, in tako jaz se čisto strinjam s tem, da sta in zunanja in notranja lepota, obe lepoti sta pomembni in se dopolnjujeta, bi rekel tako na prvo žogo, se dopolnjujeta. In lepota je ideal mladih zagotovo. Mlade nekako postavi, da so vidni v tem svetu. Ja, zagotovo je to pomembno in jaz tukaj
Veliko energije Ja. vložimo v to, da smo lepi postavljeni. Ja, in mislim, da je to tudi prav po eni strani, a ne, da ovrednotimo tudi svojo zunanjost. Je pa lahko zelo narobe, a ne, in tudi včasih pride do tega, da poudarjamo zgolj zunanjo. No, seveda ne govorimo o kultu. Ja, zgolj zunanja lepota in potem, če ni kot dopolnilo te zunanje lepote, notranja lepota, tudi tista zunanja se mi zdi kar hitro izzveni in postane nek ponaredek oziroma hoče nekaj skriti, česar ni v ozadju. Tako da moramo pa odkrivati moško in žensko lepoto prav zaradi tega, da se zavedamo vseh darov, ki jih imamo, tako ženske kot moški, in da potem lahko tudi drugega bogatimo s temi darovi, če se jih zavedamo in s to lepoto, ki jo nosimo v sebi. Mladoskop. Prvi korak ste že naredili, še 6 ustvarjalnih korakov je pred nami v sklopu srečanj z Bogom, ki jih na Rakovniku pripravlja vsebinsko Klemen Baležič, salezijanec, delegat poklicne pastorale pri salezijancih. V decembru potem še en adventni konec tedna z Bogom, sicer pa 5. novembra vabljeni, izogibajmo se ponaredkom, 3. decembra, kako izkoristiti svoje omejitve, v januarju ravne in krive črte, v marcu bo naslov srečanja z Bogom najboljše življenje je to, ki ga živiš, v aprilu pričevanja, 1. aprila in 6. maj sklepno srečanje z Bogom, moška in ženska lepota. V dvorani glasbene šole v Ljubljani na Rakovniku zvečer ob 8. se srečujete in Klemen Baležič, najlepša hvala tudi za to srečanje v Mladoskopu. Upam, da posluh mladih je zdaj na najini strani, da so slišali, no, če so tudi starejši, naj to prenesejo naprej med mlade, tudi podcast. Ta naš Mladoskop mislim, da najde poti do mladih src in duš. Hvala lepa za srečanje in seveda uspešna naj bodo tudi vaša srečevanja z Bogom. Hvala za povabilo, res sem vesel, da sem lahko spregovoril o teh srečanjih. Vabimo vse mlade, ki so se tudi nocoj načutili nagovorjene ob teh temah, da se nam pridružijo. Lahko obljubim, ne bodo sami in ko bodo začutili to skupno energijo, nam bo prav prijetno. 5. novembra, torej nasvidenje na Rakovniku. Tako, hvala. Mladoskop. Mladostna frekvenca.